Ta drugi prišepetovalec je bil foter, to čim krajšo ročnost, da to čim prej odplačaš, kaj boš banki plačeval. Če ne morem iti k najboljšim, bomo pa najboljši. Okay. In takrat sem si zadal, da bo pač to najboljša kreativna agencija. Bagola je prevarant. On si je to zmislil, ker je pač našel tržno nišo. Ko je prva ta izkušnja, si malo tako, a je bila to dobra ideja, a je to res poslovni model ali zgolj neka sezonska domislica in potem se moraš spet vračati k sebi in se naučiti s tem živeti. In to ne v smislu vesolje mi bo dalo obilje, 2000 knjigov natiskal, ko se vi hecate, a veš, jaz pa navajen nekih drugih razsežnosti in si rekel, prav, prideš do točke, kjer si rečeš, to čutim, da je moja pot, vem, da sem tu dober in denar bo posledica. Vlagam dolgoročno, razpršeno, brez nekega nadejanja po hitrih zmagah, ker nočem imeti tega stalnega involvementa, zato pač tudi z kriptovalutami bolj tak, nekaj tak, da je pač za malo zagrat. Tako, da niti ne je tam, pa vidimo, kaj bo. Ja. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Investitorka v Pradi s Katarino Matejčič. Moj današnji gost pa je Aljoša Bagola, verjetno ga vsi poznate, pa vendarle, da povemo, kreativec, pisatelj, govorec, motivator, kaj bi lahko še rekla, precej tega. Naj takoj povem, da se poznava že zelo dolgo, tam nekje od leta 2000-2001, ko če kdo kakšne šale ne bo razumel, je verjetno interna. In vem tudi precej zgodb iz arhivov, ampak jih raje ne bom delila, ker jih veš ti še več o meni, kot jaz o tebi, tako da boš, da tlele ne zbudimo leva. Torej, dobrodošel. Hvala za povabilo. Vedno imamo en tak tricky question za gosta, ki je pač prav zanj. In zate je, če bi moral narediti oglas za denar, kakšen slogan bi imel? Zagotovo bi začel s tem, da oglasov ne delam brezplačno. To natikanje listka sceno sem k sreči usvojil skozi kariero in življenje. Bi pa začel z dobrim briefom in najbrž se oba strinjava, da je v bistvu finančna pismenost ena izmed ključnih veščin, ne samo za otroke, kamor bi pravzaprav morali to uvrstiti že, vrtce v šole, ampak tudi za vse odrasle in zato moram tudi pohvaliti tvoje prizadevanje na tem področju, ker se mi zdi res zelo pomembno. Tako da to sobiva tudi za tem, za kar si jaz prizadevam v zadnjem času, se pravi neko, psihološko polnomočenje, razumevanje našega duševnega zdravja, čilosti, karkoli so že modne besede tu, ampak denar je pa pač pomembno priključen v to enačbo. Tako da, ko boste nabrali dovolj sredstev, z veseljem zaupam tudi slogan. V redu. Tudi denar ni zastonj, sploh ko gre za oglas. Pa ga že imamo. Ja. Kot sem rekla, dolgo se poznava. Katera identiteta je tebi osebno najljubša? Mogoče kdo med gledalci ne ve, da jih imaš še več od teh, ki sem jih prej naštela. Torej, če bi mogel zbrati med gostincem iz Prekmurja, srednješolskim glasbenikom, kreativcem in zdaj recimo pisateljem, motivatorjem, kaj ti je najljubše in kaj ti je največ dalo? Zagotovo so pač identitete nekaj, kar se spreminja, kar nas zaznamuje v določenem obdobju in pač družina, v katero sem se rodil, mi je dala identiteto, o kateri se nisem mogel sam odločiti in to je, kot si izpostavila, delovanje v družinski gostilni. V Prekmurju starša gostinca sta nas zelo zgodaj vključila v delo in tam sem se ogromno naučil. In danes se mi zdi, da se ljudje tako zelo zmrdujejo nad poklicem, ali natakarja ali zaposlenega v turizmu, horeka segmentu, karkoli že. Pravzaprav pa gre v bistvu za zelo zahtevno delo, tudi intelektualno, ker pač kot dober, ne samo natakar, ampak v bistvu gostitelj moraš znati biti, pripovedovalec. Dober gostitelj. Tako, točno to. Moraš poznati svojega gosta. Vsakmu nekaj malo drugače poveš, ga nasloviš,
Ne? En želi, da z njim klepetaš, en ne želi, da z njim klepetaš. Točno to. Pač moraš razbrati neke, ne vem, signale, razumeti njegovo občutje, mu pustiti, ne vem, da zadiha v prostoru, kot si on želi, ker pač tudi, ne, se poznava veliko kakšnih gostincev, ki dominirajo tam in pač je vse se vrti okoli njih. In moraš biti pa tudi dober, ne vem, poslušalec, pripovedovalec zgodb in zdi se mi, da me je to v kombinaciji tudi z to očetovo mantro prodaje, ne, danes prodaj to in to, nekako dobro podkovalo v tem, da sem kasneje, ko sem zakorakal v marketinške vode po študiju komunikologije oziroma vzporedno študijem komunikologije. Pač dobro tudi, prodajal. Tako, ja, imel nek skill set, ki mi je zagotovo prišel prav. Ne. Potem to, po kar si pa dodala, ne vem, glasbenik v srednji šoli in med faksom, je pač bila pomembna identiteta zame, ne samo zato, ker pač, ne vem, sem želel biti ustvarjalen na področju, katerokoli mi je prišlo pod roke, ampak tudi, ker sem to, ne vem, počel skupaj z bratom Dominikom in z prijatelji in to je res neka taka stvar, ki jo vsem priporočam. Ne še ena dobra izkušnja. Zagotovo in tudi te podkuje v marsičem, ne. Moraš si zagotoviti koncerte, moraš gnjaviti po telefonu, moraš pošiljati demo posnetke, se pravi, spet se učiš prodajati, ne. In ta komponenta je pomembna v našem življenju in veliko ljudi se temu odpove, ker si reče, jaz pa v tem nisem dober. Ne? In zato tudi Sofijo, hčerko, ne, silim malo v to, da se mora kje kaj izpogajati. Ne? Recimo v šoli ali, ne vem, za prijatelji, ali da tudi z mano trguje. Ne? Recimo, če hoče imeti, ne vem, 15 minut več na telefonu, si pač mora nekaj drugega dati nazaj. Tako, izpogajati. Ne? Se pravi, to trgovanje in sposobnost komuniciranja. Ne? In mi pravim, da je marketing pravzaprav, ne vem, komunikacijski. Ja, ampak tudi, če pogledamo, ne, neke vrste komunikacijski pa psihološki inženiring, ne, ker vedno v bistvu vklapljaš neke te pomembne komponente, tudi potem, ko prideva do denarja, se marsikaj psihološkega pokaže v tem. Katera od teh identitet ti dala pa največ denarja? Sklepam, da recimo srednješolski Bentley, ne, a ne? Ja, ni se išlo tako kot Joker out in seveda sem potem, ko sem zakorakal v oglaševanje zelo zgodaj in zelo hitro postal precej uspešen, moral znati poskrbeti tudi zase finančno, kar nekomu, ki prihaja iz Prekmurja in ima mogoče tudi zgodovinsko in okoljsko lastno vrednost zakoličeno malo nižje kot recimo preostali del Slovenije, sploh pa Ljubljana, je bila to vendarle si ti v Pradi. Ne? Ja, nič od tega ni, ampak ja. Je bila to pomembna izkušnja in to učenje, kako ravnati z denarjem, se seveda vleče skozi življenje in takrat je pač identiteta kreativca nadvladala, zavzela ključno pozicijo v mojem življenju in pogosto sem se kljub uspehom in vedno večjim nekako odgovornostim, kot tudi potem v seštevku še večjim uspehom, nekako zadovoljil z simbolnimi nagradami. Ne? In te so v oglaševalskem svetu zelo prepričljive, privlačne. Ne? Nagrade na festivalih, izpostavljenost medijska, drugačna, znajdeš v žarometih in tisti del mogoče puščaš malo ob strani, kar pa ni nujno prav. Ne? In spomnim se, da bil sem že kreativni direktor, takrat so se pač zelo začeli puliti zame z vseh strani in na pristopu so spoznali, da mogoče pa bi bilo vseeno dobro, da mi nekako zagotovijo nek trajektorij kariere, v kateri se prepoznam. Bil na študentskih napotnicah, ne? Naj tlele dodam, ne vem, če se ti spomniš. Mislim, da so se uradno zaposlila na isti dan. Ja, 1. april 2005. Zelo zgovorno, ne? To je bil pa tudi vrtec. Ja, zelo zgovorno. Ja, pa ni bila 1. aprilska šala. Spomnim se najnega pogovora, takrat. Vadno se zaposlila, ja. In jaz sem v bistvu začel delati že 4 leta prej in če bi pač nekako
vedel za nazaj, bi se seveda prej zmigal do tega. No in potem sem pravzaprav naredil kampanjo zase in jo objavil na vratih pisarn takratnih lastnikov, pač, in je ta vključevala pomembno vprašanje. Kreativni direktor na študentskih napotnicah, brez lastnega parkirnega mesta, za plačo takšno in takšno. Se spomnim šunih vaših parkingov zadnji. Ampak recimo, ko si stal sredi Prekmurske ravnice, zdaj, z nekaj takrat še recimo tolarji napitnine iz gostilne, kaj si v bistvu želel postati, kaj si želel biti, ker nekako, glede na to, da ste 3 otroci, sestra je ostala v gostilni, z Dominikom sta potem šla najprej skupaj v to glasbo, potem sta šla bada skupaj tudi v kreativo, on je zelo ostal v glasbi, ti si potem to, tako vsak je mal en del tega, kar si ti že od začetka je tam ostal. Je zaznamoval teritorij nekako. Kaj si pa hotel biti ti? Mogoče, ne vem, mogoče si pa najprej razmišljal, da boš fuzbaler. Ja, mislim... Neka Murska Sobota. Ja, najprej Enka Cankova, Neka Cankova, ki praznuje letos jubilej, tako da jim čestitamo. In čestitamo, to je v bistvu tam tako lokalna zapoved, če ne pač neka obveza, kjer se spomnim pogosto, kolikrat sem šprical tekme, ki so potekale v dežju, brozgi in se skrival pred trenerjem, se pretvarjal, da nikogar ni doma in poslušal pol, kako je klel pred vrati. In druga taka zapoved je bilo gasilsko društvo. Sem jih hotela reči, gasilci seveda na vasi. Točno to, tudi ne zate. Moraš biti v tem. In potem se je kmalu pojavil nekako pohod satelitskih anten in MTV, kjer sem jaz takoj vedel, da je pa to nekaj, kjer se veliko bolj vidim in prepoznam, tako da potem so pa prišli NBA, Michael Jordan. Torej košarka je bila tista. To je bila prva košarka, potem pa glasba, se pravi, cel ta grunge obdobje, navdih za frizuro, ki še danes ni pojenjal v celoti, tako da ni bilo nekako teh razmišljanj, ki so se pojavljale, ne vem, v 3., 4. razredu, da bom avtomehanik ali pa astronaut ali pa kaj podobnega. Kaj si šel kar odda naprej? Jaz smo bili prvi bobnar. Odlično si to prepoznala. Ja. Carinik. Deložator. Ja, to pa tega se pa tudi spomnim. Ampak to je ena izmed tistih zgodb, ki nimamo časa. To si bila ti, ne? To sem bila jaz, jaz sem bila deložatorka. Nimamo časa o tem. Po mojem je bil to prvi članek o meni v tiskanem mediju, čeprav nihče ni vedel. Je bila kolumna, kjer nisem nihče ni vedel, da sem to jaz. Ja, to je bilo tudi leta 2005. Ja, ko si nekoga... Tik pred najino zaposlitvijo. Zaposlila sem se zaradi zgodbe, ki je v kolumni. A res? Aha, okej, tega nisem potem kupila stanovanje in sem vzela kredit in sem se mogla zaposliti. Aha, ker si nekoga deložila, tistega. Sem potem mogla sama iti vse to. V glavnem potem Ljubljana, MTV, ni bil zdaj to LA ali pa ne vem, New York, London. Za nekoga s Prekmurja je Ljubljana torej velik korak, tlej sva se mi da spoznala. Glede na to, da si čist malo starejši od mene, si bil takrat že ful zvezda na našem faksu. Vse profesorce so bile malo zaljubljene, so one tam mlajše. In kot si sam rekel, zelo zgodaj si začel delati, oba dva sva že zelo zgodaj delala in sva se v bistvu tudi poslovno poznala že takrat, še preden sva v bistvu šla v prve kredite in prve zaposlitve in prva parkirišča. Kaj je bil ta hiter preskok v bistvu z fanta, študenta na pristop, že na faksu nagrade, veliko nagrad, še vedno ne ponudba za redno delo, pa vendarle. Kaj je bil ta nek premik? Recimo prvi oglas, ki si videl, to je to, dober sem, imam to in so to tudi drugi prepoznali. To je bilo že prej, ko sem delal v gostilni, mi je oče dal nalogo, da naj naredim neko posebno ponudbo za mlade in sem takrat zasnoval Stovstek. Je bil zelo pred današnjim časom, veš? Ja, on je bil zelo, v bistvu pač, ker se je šolal po takrat celi Jugoslaviji, nekaj časa je skrbel tudi za strežbo generalu maršalu Titu v Vili Bled. Sicer ni nikoli prišel, ampak je on moral vedno poskrbeti, da je bilo vse pripravljeno, da pride. Če
slučajno se to zgodi, potem je delo v Dubrovniku, v Kranjski Gori. Imel prvo diskoteko na Bledu z kolegi, tako da je bil zelo v bistvu ambiciozen in tudi vešč marketinga, tako da sem imel dobrega prvega vzglednika in mentorja. No? In potem sem zasnoval Stovstek, prej so menilo tolarje, ne? Se pravi, to je bil toast za $100, ne? Kar je bila pač super ponudba. No? In mladi so kar drli in potem sem rekel, ok, gledaj, v bistvu te neke domislice, ki so meni takih stresem z rokava, očitno pomagajo, ne? In delujejo. In potem je bil tudi oče tisti, ki mi je, potem ko sem jaz na faksu že ustanovil, takoj v prvem letniku, oglaševalsko društvo z kolegi in smo bili zelo uspešni tudi na festivalih, in ko sem prišel tisti vikend domov delati, za vikende sem se vozil še delati v gostilno, mi je pač dal sobotno delo, kjer je bil čez pol strani oglas za Pristop, ne, ki je iskal število kadrov in prijavil sem se na razpis, prišel v drugi krog, imel potem neke pogovore z HR. To so pa resno vzeli za študentsko delo? Ni bilo samo študentsko in potem sem imel, kot sem povedal, pogovor za to HR službo in napisal sem pač nek esej pravzaprav, zakaj pač sem jaz pravi za to delo. In pred leti, zanimivo, sem na enem festivalu predaval in je prišla ta doktorica HR-a do mene in rekla, Aljoša, veš, tisto zaposlitveno prošnjo, ne, ki sem napisal, imam še jaz danes v okvirju na steni. Ne. Tako da očitno sem se znal prodati in potem zanimiva zgodba, ki je iz tega išla, je, da sem imel potem še zadnji pogovor takrat z Matejo Zavrl, ki je bila kreativna direktorica na Pristopu. In me je ona pač, mi je rekla, jaz te bom kar vzela, super si, ne. In prišel sem pa tja za domačo nalogo, ki sem jo dobil predtem, že v tej HR službi, in to je bil proglas za mladino. In pač pogledala, rekli, to je super, že kar dala dizajnerju za delati, Saša Leskovar je bil to. In spomnim se... Lesi. Ja, tako Lesi. Še kakšne zgodbe interne, ki jih nadaljiva. In potem, ko sem v četrtek po tem razgovoru dobil službo in rekla, pridi v ponedeljek, preden sem prišel na firmo v Trafiki kupil Mladino, kjer je bil objavljen moj oglas, preden sem sploh prišel v službo. Ne? In tudi, a je bil plačan? Ne še. Najbrž se je štel že v tisti mesečni honorar, ampak hitrost industrije, v bistvu ta sposobnost, da sem ideje dostavljal zelo hitro, pa jih takrat še nisem znal materializirati sam, se pravi zdizajnirati ali pa oblikovati, me je povsem prevzela in fascinirala. In takrat sem vedel, ja, ok, to imam, to vem, da imam, zelo hitro sem dobil potrditve tudi na že takrat prvem sofu o tem in pač vse ostalo je bilo zgolj še priklopljeno na steroide. Sploh včasih, zdaj se mi zdi, da je tega manj, ali pa pač, ker lahko preskakujemo reklame, jih vidim, vsi smo sovražili včasih te razne reklame za pralne praške, ne, ki je ona dala kar s posodo vred v stroj in pol je potegnila ven in je bo seveda čisto posoda, ni bilo nikjer že zlikani in dala pol lepo na mizo, ne, in podobne neumnosti. Jaz si kdaj rekel, bom naredil tak fenomenalen oglas za pralni prašek, pomivalni prašek, mehčalec. To so še ene take, ki so vedno, ne, ki se vpraša, kdo je hudiče naredil ta oglas. Točno to je. Si dobil kdaj priložnost, pa si narediti čist out of the box, torej popolnoma drugače, ker vsi oglasi, ne glede na blagovno znamko, so bili po istem principu. Ja, tako je, res je. Si delal kdaj za kaj tazga, pa za kakšnega trgovca, ti so tudi vsi isti. Tako, ja, v bistvu je... In da si Mercator delal, ne? Ja, tako, takrat zelo uspešno, pa tudi zelo, zelo nenavadno kampanjo. Ampak, če se vrneva k pralnim in pomivalnim praškom, oziroma detergentom, so ti lahko bodi si sveti gral ali pa najhujša nočna mora kreativcev. Zdaj, k sreči ali na žalost nisem imel nikoli priložnosti delati za tak brand, ampak zagotovo bi se podal po tej neki svoji takratni recepturi v kakšno zelo nenavadno stvar, čeprav sem potem kasneje naletel na eno zanimivo knjigo o psihologiji oglaševanja, ki je pravzaprav razkrinkala, ne, zakaj oglasi po tej formuli psihološko izjemno močno delujejo in so povezani z freudovsko psihologijo. Marsikdo bi rekel, da je to
pravzaprav že zastareli princip, ampak gre za to, da nagovarjajo arhetip matere, ne, ki ljubeče skrbi za drugo arhetipsko vrlino, ki je pomembna za družino, in to je nedolžnost, ki se izraža v tej belini. Ne. Se pravi, tako zelo je to povezano v tej neki psihološki recepturi, da očitno tisti, ki so se trudili delati boljše in bolj znosne ali kreativne oglase za detergente, niso očitno uspeli. Omenil ste številne nagrade, že takoj prvo leto. Ko sem še hodila na vse te festivale, si bil vedno pač tam največkrat na odru. Ja, potem sem prišel še na živce, ko sem s tabo plesal. Ja. Pa enkrat sva se skregala, ker ti nisem dovolj hitro čestitala. A res? Ok. V glavnem, ali so te nagrade, sploh kakšne mednarodne, kanske in podobno, ali imajo kdaj tudi konkreten finančni učinek? Torej, recimo, ne vem, naši športniki za vsako olimpijsko dobijo nekaj. Ali ste imeli vi na pristopu mogoče za res veliko nagrado, dobiš nagrado, finančno. Ali je bilo vsakič za, ne vem, set nagrad, se ti plača dvigne za en plačni razred. Je nek direkten finančni učinek. Ja. V bistvu smo imeli na pristopu vedno v bistvu letni razvojni načrt, tudi pogovore, in za kreativce je to vključevalo dobivanje nagrad na festivalih in podobne preboje. Ali so bili ti v smislu pridobivanja naročnika zmag na tečaju. In ko smo to pač umestili v to časovnico, si ti na koncu leta točno vedel, kaj vse lahko odkljukaš. Ne? In tu je seveda pač bilo tako, da so meni avtomatsko zahtevali veliko več nagrad kot mogoče komu drugemu, ali pa jih pričakovali od mene. Zato sem lahko imel nek načrt rasti, ki me je motiviral, in v tistih časih je ena taka posebna nagrada bila tudi obisk omenjenega Canskega festivala. Ne. Tam sem na svetovnem prvenstvu tekmoval kot tudi mladi kreativec Slovenije, zastopal Slovenijo, mislim, da takoj eno leto po tem, ko sem prišel v industrijo. Tako da takrat, recimo, ko si v zgodnjih 20-ih, pa študiraš, pa se že vzpenjaš po tej neki karierni lestvici, je to lahko zelo fajn vzpodbuda, in tudi to oziranje po neki finančni urejenosti ali pa strukturiranosti na eni točki, pa to je bilo mogoče tudi v bistvu s tvojo pomočjo. Najprej bi se ti rad opravičil za tisto očitno narcisoidno se ne spomniš potezo. Tega? Ne spomnim se, dobro. Cel pristop je vedel, da so skregana z tega. Okay, razumem. To je zdaj v bistvu že prava telenovela, ne podcast? To je bil širši spor iz tega nastal. Se pravi, dobrodošli na telenovelo Investitorka v Pradi. Spomnim se, ko smo šli potem v Piran na kosilo, pa so sedela na različnih koncih mize, ko niso govorila. Kar je bilo mogoče pomembno takrat, je, da si se ti potem, kar je bilo pravzaprav zelo zgodaj, pa niti ni bilo mogoče v moji zavesti, ker je tudi naša družina delovala na drugačen način, da si kupila stanovanje, kar je mene motiviralo, da sem v bistvu zelo hitro za to poskrbel. Ne. Takrat tudi dober prijatelj Slavimir Stojanovič se je vrnil v Srbijo, izvrsten oblikovalec, in je pač prodajal svoje stanovanje. In seveda sem imel visok estetski standard, kar je bilo pač idealno. Pa dobra lokacija je bila pa vse. Tako, ne? Ampak, če dodava za hip, pa se mogoče k temu lahko vrneva kasneje, ščepec finančne, ne ravno ne pismenosti, ampak ležernosti, ne, sem si izbral, ali pa sem pristal na to, kar so mi priporočali v banki, se pravi kredit v švicarskih frankih. Enako. Z najkrajšo možno ročnostjo, se pravi ogromen obrok, ki se je zažiral v mojo plačo. Ta drug prišepetovalec je bil foter, ne, to čim krajšo ročnost, da to čim prej odplačaš, kaj boš banki plačeval. In potem sem po strmoglavljanju švicarskega franka imel nekaj časa krizo. Ampak smo imeli. Jaz sem ravno toliko let prej kupila, da sem ujela
več tega pozitivnega vala kot ti, ker jaz sem pač zajadrala še ta dober val in meni na sipino oziroma obalo popolnoma zabil, me je mal, ampak sem pa že toliko ven iz ta hudga, sem pričofotala, ampak ti si pa ravno toliko za mano vzel. Ampak zanimivo je, ne, mogoče ženska modrost. Takrat sva z Ivo že bila par, pri čemer si tudi imela prste vmes. Mislim, to je noro. Jaz sem ga v bistvu peljala na zabavo, ker je spoznal Ivo. Če ne bilo mene. Na Viktorja 2010. In ona mi je takrat rekla, Roša, glej, pojdi na banko, pa se zmeni za preformatiranje, tako reprogram kredita in pač, Aljoša, to se ne splača, res bi šel, teda sem rekel, ok, prav, ne, in točno par mesecev za tistim, ne, tako da, je treba v bistvu biti bolj pazljiv, kot ti mogoče mladost, ne, pa zgodnja 20 so takšna, za eksperimentiranje, za preizkušanje meja in za kakšne traparije v tistem trenutku dovoljuje. Je pa fajn ravno zato, ker si tako mlad kot prvo se lahko nekaj dobrega naučiš. Vedno pravijo, da včasih je dobro začeti z mini porazom, ki te nauči, da nisi vse mogoče ni najpametnejši. Kot druga imaš pa ogromno desetletij še pred sabo, ko lahko to prvo napako popravljaš. Saniraš. Če se ti to vprašanje ti zgodi v bistvu na teže. Jaz sicer, ko sem jemala prvi kredit enako v Švicarjih, sicer ne na zelo kratkoročnost, ampak sem bila prvi letnik magisterija, smer finance, delala sem že 5 let na financah, sem prepričana, da itak vse vem in o kakšnem valutnem tveganju vi meni tlele razlagate, ne? Dobila sem več denarja, boljšo obrestno mero in zame je bilo to takrat zelo pomembno. In pol, ko se pač Švicar sesul, oziroma so ga nehali kapico so pač nehali so ga pač uravnavati, sem bila jaz že zelo ven iz ta hudga, sem bila že v 30-ih in je bila moja plača popolnoma drugačna in sem lahko preživela to. Tako da jaz sem v bistvu nisem si šla nikoli čisto preračunati, ampak jaz mislim, da sem jo Švicari še vedno bolj odnesla, kakor bi bila, če bi takrat vzela drugače. Tako da me pa veseli, da sem te spodbudila k nakupu, upam, da te nisem spodbudila k Švicarjem, hvala Bogu je bil oče ta zaslužen. Banka je bila, so bili Švicari, oče kratkoročnost. Tako. Jaz sem šla po ženskem feelingu, pa na srečo me ni pustil na cedilu. Rekel si, da je bilo precej ponudb, kljub temu si bil tako kot 20 let na pristopu. Zakaj? Tudi jaz sem imela, sem v 3 službe, v 2 sem bila zelo zvesta svojemu delodajalcu, zelo dobro sem se počutila, kljub drugim ponudbam, ampak sem se vseeno 2krat udala. Ti se nisi nikoli. Ni čisto res. Ne? Ja, ti bom povedal. Nečesa ne vem. Ampak kaj, ni bila nikoli dobra finančna spodbuda, ker mene moram priznati, sta me vsakeč, ko sem imela službo, 2 stvari. Prvič, seveda, finančna spodbuda, ker je bila vsakeč bistveno tam 50-100% dvig. Kot drugo pa premik v življenju na nekaj novega. Ne? Pač mi rata dolgčas, čeprav po 10 letih nekje, verjetno vsak mu rata dolgčas, ampak je bil tudi to zelo pomemben. Iti na nekaj novega, seveda pa, če ti da nekdo še enkrat več denarja, seveda ne. Kako da tebe ni noben zares, čeprav se spomnim, da je bil en kratek izlet nekam. Ja, več jih je bilo, pač vse vljudnostnih obiskov, teh je bilo pač ogromno in mogoče ima to precej veze z tudi življenjskim ciklom pristopa kot blagovne znamke. Ne? Jaz sem prišel v obdobju, kjer je bila to pač izvrstna PR operacija, pač izvrstni strokovnjaki na področju komuniciranja odnosov z javnostmi. Ni pa to bila agencija, ki bi bila spoštovana po svoji kreativnosti. Ne? Imeli so tu in tam v bistvu kakšen prodor in takratni lastnik in soustanovitelj Franci Zavrl si je pač to zadal zgraditi kot nekaj, kar pač bo na trgu konkuriralo ostalim agencijam. Ne? In zato sem imel priložnost veliko eksperimentirati, veliko raziskovati in
kar me je mogoče tudi vedno gnalo, zaradi tega, kakšna je naša družina, pridobivati posel, se truditi, ne vem, na natečajih, zmagovati na festivalih z pozicije underdoga, ne? Se pravi, z pozicije neprivilegiranega, ne tistega, ki bi bil favorit. Tako da to je bila posebne vrste motivacija. In potem, ko sem jaz začel kreativno se razcvetati in uspevati in res po tekočem traku žeti nagrade, pa recimo oddelek kot tak še ni dohajal v tem smislu, da bi ne zagotavljal nek, ne vem, support, kar kot sem prej omenil, ne vem, vrhunskih dizajnerjev in podobnega, ampak ni bilo še te, ne vem, samozavesti, ni bilo še tega poslovnega modela v visokih obratih, ki bi nas povzdignil na nivo, kot sem ga pač želel doseči. Potem je prišlo obdobje frustracij, ker sem pač jaz neko to zvestobo, ne, ker pač sem čutil neko zvestobo podjetju, ki me je tako mladega zaposlilo, mi je omogočilo prvo izpostavljenost in res tudi te uspehe, da je to prišlo v konflikt z mojo ambicijo in s potrebo, da v bistvu ves output, ki prihaja iz ne vem, ali moje glave, moje domišljije, je na nekem vrhunskem nivoju, predvsem pa, da ni vržen v smeti, kar je pomenilo, da se je takrat vodstvo pogosto odpravilo ali pa odločilo za neke natečaje, ki so bili že vnaprej obsojeni na propad, v smislu tega, da pač ni šanse, da pristop to dobi, ne. In potem je bila še posebej kronična ali pa kritična situacija, kjer sem, mislim, da 11. šel z kreativno zasnovo. In to ni mala stvar, ne. Ti prideš v bistvu z celim konceptom razdelanim, 11-krat pa že na prvem veš, da pač ni šanse, ne. In takrat sem bil res frustriran, ne. In sem šel na Futuro, takrat pač najboljšo agencijo vrsto let zaprl in sem rekel, pač jaz želim priti k vam, ne. In so bili super, ne. Ampak vse imamo polno, na plafonu samo, ne, direktorica takrat nam je to rekla, Aljoša, lahko pripelješ naročnika. Sem rekel, jaz ne bom zdaj šaril pa vozil naročnike, kradel, karkoli že, se v to spravil, jaz pač hočem priti pa delati najboljše, kar znam in to pač znam narediti, ne. Pa mogoče pa kdo pride pol tak organsko za mano, ne. In me kliče nazaj čez en teden, pa je rekla, Aljoša, prosti, ne morem si te privoščiti, pa jaz niti nisem povedal cene. Ne? Sklepala je, da pa verjetno ne bo tako sklepala je, točno to, ne? In pol sem vedel, ok, zdaj pa tak. Če ne morem iti k najboljšim, bomo pa najboljši. Okay. In takrat sem si zadal, da bo pač to najboljša kreativna agencija, oziroma da bo moj oddelek, ki sem ga takrat tudi prevzel, zato ker so takrat želeli kupiti enega kreativnega direktorja kot vodjo in je on prišel ne samo s takim listkom za ceno, da je bil krat 3 od mojega, kar je bila priložnost, da sem si malo boljše pogoje izpogajal, ampak tudi z mogoče nekim odnosom ali pa pozicijo, ki ni bila kompatibilna z mano in jih je skrbelo, ali bom jaz šel zaradi tega, če oni vzamejo drugega vodjo, ne. In potem sem prevzel vodenje kreativnega oddelka, potem sem imel še kolegice, ki so vodile tako imenovan account del, ne. In potem smo pač res začeli, ker sem se tako odločil, seveda, da moram sestaviti tako ekipo, da bomo pač klali, ne. In pol se je to začelo dogajati. Mesarsko klanje. Dobro, prispodobi. A nisi pa recimo v tem obdobju, sploh, ko si rekel, obdobju frustracije, pa nikoli pomislil, bom šel pa na svoje, zbral ekipo, 2 dobra Pristop, 2 dobra Futura, 2 dobra Grey, whatever so takrat že bili, pa bom jaz šel na svoje, pa bom jaz zbiral natečaje, kjer je saj 50-50. Nisi imel takrat teh ambicij po neki zelo podjetniško, ne, gospodarski logiki, kjer moraš biti ne samo kreativec, ampak moraš biti tudi šef, menedžer. Res je. Tu je več stvari na okopih pravzaprav stalo nasproti in predvsem to v moji glavi in moji psihi, ne. In prva izmed teh je bila recimo izkušnja mojega očeta, ko se je odločil za lastno gostilno, zapustil pač udobno pozicijo direktorja hotela in se pač podal v neznano, ne. In
po letih uspeha, udobja, tudi finančne rasti, so pa mimo naše gostilne začeli preurejati cesto, regionalno cesto in v bistvu so to delali 3 leta, cel ta odsek in v bistvu sta skoraj bankrotirala, ne. In to me je v bistvu dovolj prestrašilo, da nisem tvegal. Potem drugo je v bistvu znano dejstvo, ne, da pač, če pogledamo stari model agencij, so te vedno imele priimke ustanoviteljev združene v svoje ime. In tam so bili kreativci in menedžerji, ne, se pravi, nekdo je skrbel za kreativo, drugi pa za biznis. In mogoče nisem nikogar poznal, ki bi prevzel ta biznis del, sam sem pa vedel, da se mi s tem ne bo dalo ukvarjati, ker hočem biti kreativen. In videl sem, kaj se zgodi z kreativci, ki se podajo tudi v ta poslovni del in morajo potem na visokih obratih početi oboje ali pa nekaj zanemariti, ne. Tretje pa mogoče bil nek zeitgeist, kjer teh mikroagencij še ni bilo, ker smo imeli, ne vem, pač velike playerje, točno to, v bistvu tudi povezane v velika mednarodna lastništva. Sicer precej kasneje je bil pristop tik pred tem, da postane del WPP-ja, največje oglaševalske mreže na svetu, kar se tudi zaradi krize na žalost ni išlo in bi bila potem mogoče tudi moja finančna situacija precej drugačna, precej bolj motivirajoča. Predvsem pa ni bilo tega mindseta, ki ga kultiviraš tudi ti, ne, tega podjetništva kot v bistvu neke poti, ki je avtentična, ki jo je treba raziskati, ki jo je vredno tudi v smislu finančne optimizacije vzeti resno. In danes so časi za kaj takega mogoče celo bolj naklonjeni, kot so bili takrat, ne. Ampak če pa bi lahko čas zavrtel nazaj, pa bi zagotovo z znanjem, ki ga imam danes, kaj takšnega ušpičil. Ampak bi vzel nekoga, ki bi ti vodil v bistvu vse skupaj. Tebe najbrž. Recimo, ja. Ker jaz sem imela zelo podoben pogovor z mojim prvim urednikom, ko sem magistrirala, ali postati urednica ali biti novinarka. In on je meni rekel, Katarina, ti si bistveno boljša, oboje si dobra, ne. Jaz sem ekstremno natančna, dosledna, vse. Ampak rekel, tebi bo kot uredniku, urednik je v bistvu menedžer časa in prostora, sploh na časopisu in enako na televiziji. Ni več raziskovalec in pripovedovalec zgodb. Ja. Ti boš umrla, če boš samo razporejala 20 strani, 20 ljudi, 12 ur. Ja. Ti moraš raziskovati, pisati, govoriti, se družiti, ne. In dejansko takrat sem jim najprej tako zdaj pa, če pomislim nazaj, pač tudi urednik je pretežno menedžer in se mora ukvarjati, kot si sam rekel, nisi več kreativen, ampak si v bistvu skrbiš ampak za se mi to, zdi, da da vse teče. recimo si ti obe ti polji dobro združila, v tem smislu, da si pač bila kot novinarka in pripovedovalka zgodb v stiku z tem, kar si pač čutila kot najbolj avtentično, si pa znala zelo dobro urednikovati svoje življenje, ne? Spravi strukturo, red, biznis, vse te stvari, ne? In kaj se je zgodilo v vseh teh skoraj 20 letih, da pa si se odločil, da boš probal nekoliko drugače? Ponavadi so to spleti okoliščin, sam si rekel, ne. Jaz recimo nikoli nisem razmišljala, da bom imela sama svojo firmo, delala svoje stvari, ker sem pa popolnoma zadovoljna. Šefi so bili zelo tam nekje, sama sem si razporejala čas, zgodbe, vse in sem se super počutila, ne. In pač splet okoliščin me je pripeljal do tega in sklepam, da tudi tebe. Tako, ja. Tako da kaj je bil recimo je bilo to hipno, tako enkrat, ali se je to nalagali in si enkrat rekel, da osmam. Drugače bom začel delati. Ja, se pač veliko poslušalcev, gledalcev pozna mojo zgodbo, nalagali se je, ampak jaz sem to ignoriral, ne, dokler pač me ni telo prisililo v to in to je pač bila izgorelost kot v bistvu neka nasilna sprememba smeri, ponovna iznajdba samega sebe in to vstajenje iz pepela, potem, ko si res hudo strmoglavljen, kot neka ultimativna streznitev, da veš, da pa so stvari veliko bolj kritične, kot si jih dopuščaš in dovoliš verjeti. Tako da pravzaprav nisem, ne vem,
zapustil z neko romantično idejo industrije oglaševanja, ampak z brutalno preizkušnjo, pravzaprav življenjsko preizkušnjo, ki pa me je v potem seštevku tudi nekaterih zanimivih okoliščin preoblikovala v to, kar sem danes. Ne? In to se je nalagalo vrsto let, ne samo v smislu pritiskov ali pač slabe skrbi zase, kjer pač nisem znal povedati ne, postaviti zdravih mej, zelo sem bil vpet v odnose, v vodstvo, v marsikatero preizkušnjo na trgu, ki jih je bilo v teh letih ogromno in tudi po svoji naravi, ne vem, reševalca in supermana se pač ta fenomen tudi sama dobro poznaš kot super ženska, mi je bilo po eni strani to okolje marketinga, oglaševanja, gospodarstva pisano na kožo, tudi zaradi tega, ker je bilo nek zanimiv, pa niti ne patološki, ampak psihološki podaljšek, pa zagotovo. Naše družine, naše gostilne, ne, dinamično, kaotično, ves čas moraš biti na preži, nenehno reševati situacije, prenašati ogromno stresa, nositi vso odgovornost in ob tem biti še v bistvu poslovno zverziran, kreativno dostavljati vrhunske stvari in seveda, ko imaš dovolj zalog energije, ne, zdaj so vse pri teh 20-ih, kjer je poglavitno vprašanje, kaj vse zmorem. Ne? In jaz sem se tega zelo dobro držal, razen pri, ne vem, pijači, drogah in podobno, kjer sem bil vedno, ne, ki je varno pripeljal domov. Ja. Tako da tu nisem delal nekih strašnih eksperimentov. Drugo se mi je pa zdelo pomembno preizkusiti in reči ne, zato ker te vedno pripelje do neke zanimive izkušnje. Ne? In ta odprtost mi je veliko pomenila. Ne? Potem pa pride družina, tudi Ivin poklic igralke je naporen ne samo za njo, ampak tudi za partnerja. Ja, pač tako pač je, ne? Res je to ogromno odsotnosti in ko je otrok majhen, ne? Potem, ko priješ iz službe po 10, včasih 12 urah in to še ne pomeni, da si v glavi izklopil vse kampanje, ki jih moraš narediti, se moraš posvetiti otroku. Ne? In to se je nevarno seštevalo. Jaz sem po tej potrebi, da povsod blestim, nisem popuščal na nobenem področju in seveda telo ne zmore, ne? In potem se to zgodi. Ampak ne bi bilo lažje ravno, ne, ker ko greš pa enkrat na svoje, ne? Okay. Jaz zdaj recimo, ko mislim, kaj mene danes skrbi in kaj me v službi skrbi, so to dve popolnoma drugi stvari. Ne? Ja. Ampak ko si zelo, ne, ko si na tleh, a ne bi bilo lažje to eno lažjo službo, kakor da temu vsem težavam, ki so se nakopičile, dodaš še skrb za finančno varnost, sploh ob ženi, ki je igralka, tudi ne, nisi zdaj, da to, nismo to v Hollywoodu, ne. Ne bi šel raje. Da te ne bo Iva klicala, ti misliš, da jaz ne služim dovolj. Ne, Iva dobro zasluži. Ne, ne bi bilo lažje, mogoče takrat v tistem momentu, to je eno lažjo službo, ker delno lahko izprežeš, ali pa rečeš, ljudje moji božji, ne gre več tako. Ne? Ja. 20 let smo preterali, ker ko greš pa popolnoma na svoje, a bom imel biznis, a me bo kdo najel, a bo vsak mesec, kako bom se stavil. Ne? Pridejo nove skrbi, ki so pa lahko dejansko zelo eksistencialne narave. Niso eksistencialistične, to je filozofsko eksistencialne. Ja, ker so pa čist druga skrb, ki pa je lahko dejansko taka, da pač mogoče nimaš za položnice. Ja, to je pomembno nasloviti z točno tega zornega kota, kot si ga izpostavila. In pač izgorelost je situacija, ki je preživetvene narave, ki je eksistenčna kriza. In seveda je danes mogoče komu modno govoriti o izgorelosti, ker pač je to dobro zveneče in dobiš v bistvu neko priznanje za tvojo živalsko požrtvovalnost. Po eni strani je pa tudi nevarno, ker pač veliko ljudi reče, to je brez veze, to je izmišljotina. Ne? Prejšnji teden sem predaval na enem dogodku in je potem povedala direktorica, da kdo včasih reče neko priporočanje ali moje knjige ali pa moje predavanje, Bagola je prevarant. Ne? On si je to zmislil, ker je pač našel tržno nišo. Ne? In to je nevarno govoriti, zato ker pri izgorelosti mogoče ni nekih očitnih znakov, kako hudo
to res je, ne? In zato pač ljudje zamahnejo z roko in ti pač povejo, ali si izmislil, ali da fejkaš, ali da je to pa boste zdaj to cenzurirali, kot so rekli, za pičke, ne? Kar je grozno tudi do ženskega spola, seveda, in vaše pač moči in vsega, kar zmorete. In zato takrat, in naj dodam, da se je to zgodilo zaradi nekega zelo velikega razočaranja v pomembnem odnosu, ne, takrat v tej zgodbi, in ti pravzaprav ne razmišljaš tako trezno, kot si priporočala, ker si tako vpet v to svojo identiteto, da ti vendarle moraš za to poskrbeti, ker ti je to že od malega prišepetovano in zapovedano, da drugega scenarija ne vidiš, ne? In si tako neznansko zatrapan v to idejo, kdo ti si, in ta strah pred tem, da boš to izgubil in boš potem, in tega se še ne zavedaš, ne? Nevreden, ne? Da boš loser, tisto, kar te drži v tej centrifugi, dokler pač res skoraj ne umreš. Tako da sem imel, eksistenčno krizo, takrat ideja, da potem strmoglavljeno, ker res misliš, da ne boš zdržal do naslednjega dne, odprej svojo firmo ali kaj podobnega, ne pride v poštev in pravzaprav se začneš na tem pogorišču ozirati za tem, kaj je sploh ostalo celega, ne? In tu je potem prišla psihoterapija kot neka rešilna bilka, da sem se začel postavljati počasi nazaj na svoje noge in tudi zapuščati industrijo, ne? Po pogodbi sem imel še 3 leta kot mlajši partner in tisto sem moral delati. In čeprav mi je bilo ta grozno vrnica nazaj v to neprizanesljivo okolje, sem bil pač prisiljen, ne? In sem moral res garati na sebi, da sem ta 3 leta spravil. Zakaj pa so dali 3 leta? Zaradi pač, to je bilo pogojeno z tem, kakšen je moj delež, kakšen je moj exit delež. Torej, če si hotel dobiti denar, da greš ven, si moral delati 3 leta. Ja, ali adijo, pa tak, ali pa ne. To pomeni, da si imel 3 leta počas možnost, da si začel iskati novo identiteto. Si takoj, recimo, vedel, kaj je tvoj naslednji move, naslednji korak, je bila recimo, ne vem, pisanje eno tvojih skritih želja, ki pa sam nikoli ni bila priložnost v takem. Pisal si kolumne včasih, kot so prej rekli in podobno, ampak včasih nekaj imamo vse, pa dokler se nekaj ne zgodi, ne? Tega niti ne naredimo. Ne? Moja investitorka je ratala zato, ker so me dvoji partnerji zafrknili in se projekt, ki bi se moral zgoditi, ni zgodil. Ne? In sem jaz ratala tako frustrirana spet in rekla, nočem biti vedno od drugih odvisna in pač ideja je bila že malo prej in sem rekla, če zdaj grem s tem ven, ker pač enostavno, če bom vedno čakala na druge. Odlično. Če bi vse teklo, mogoče tega ne bi bilo. Ne? Koliko hitro si torej vedel, kam želiš iti? Jaz pravim, da nas življenje sezuje, da nas podkuje. In v tistem trenutku sesutja je to puhlica, ne, za katero bi avtorju primazal klofuto, pa me rekel, daj tih bodi, pa me pusti pri miru. Na dolgi rok se pa izkaže kot pač neka navigacija življenja, ki te vedno pravočasno pocuka za rokav in če si predolgo aroganten, ignorantski ali pa prezaposlen, ti pač postavi oviro pred te, da se zaletiš vanjo in se potem ponovno odkriješ. Ampak recimo, kot si izpostavili, jaz sem kolumne pisal že od svojega pravzaprav 21. leta, ne, redno. Na koncu za Marketing magazin, potem, ko se je zgodilo, sem jih hitro obrnil v ta v bistvu business well-being koncept. Ne? In to je naletelo na ogromen odziv in ta epidemija izgorelosti je pravzaprav tlela, je že bila zelo prisotna v gospodarstvu, tudi pri nas, ni pa imela nekega glasu. In recimo temu, da sem jaz za temi kolumnami uspel to nekako izpostaviti, nagovoriti. Tako. Na kar je do mene takrat pristopila Nastja Mule in me povabila, naj zasnujem predavanje za maraton pozitivne psihologije v Cankarjevem domu, ki je na to leta 2018, to je bilo že dobro leto po moji izgorelosti, tudi prejelo nagrado za najboljše predavanje na tem festivalu. Ne? In to me nekako motiviralo v smer,
pač nekako govorništva, dobro, saj sem pač veliko predaval sem na faksu, vrsto let bil govorec na festivalih in podobno, ampak neka ta izkušnja, ker pravzaprav, ne vem, ko sem pokazal svoje oglase, ali so me ljudje ustavljali na ulici in rekli, to si zihar ti naredil, ker je pač tako in tako, ali pa to je ful dobro, nekako pač pozitivno nagovorilo ali pa ta naklonjenost se mi je zdela kot pohvala, ampak to, da v bistvu poveš ali pa izpoveš svojo izkušnjo, priznaš svojo ranljivost, vidiš, kako ljudje vmes, ne vem, jokajo, ker so v stiku z svojo bolečino in potem tudi, ne vem, nekako tlakuješ pot ali pa ponudiš neke možnosti, kak naprej, je nekaj, kar pač me povsem prevzelo. Pa ne v tem, ne vem, narcisoidnem smislu, ker pač valjda našemu ego ustreza, ne vem, aplavz pa izpostavljenost, ampak v tem, da pač je res dragoceno za marsikoga, ne. In to me je motiviralo, da potem seveda ob predlogih, nenehnih predlogih Mance Košir, Aljoša, napiši knjigo, ne, vsakič, ko je prebrala kolumno, je od spod napisala, Aljoša, kdaj bo knjiga? Privedlo do tega, da je knjiga išla, postala takoj uspešnica, zgodila se je korona in naplavila v bistvu krizo ne samo identitete, ampak duševnega zdravja po celem svetu in potem je ob pravem času ta moja nova kariera zacvetela. Zanimivo je, da sem jaz pogodbo o izstopu podpisal 13. marca, torej en dan pred karanteno. Ne? In sem razmišljal, kako bom jaz zdaj bom nekje tam sam, pa bom pisal, ne? Svet bo pa pač drvel naprej brez mene, jaz sem pa bil vedno tisti, ki je bil katalizator pri vsaki stvari zraven. Ne? In potem je svet šel z mano v karanteno in v točno to pozicijo, ki sem si jo jaz izbral. Jaz vedno pravim, da vesolje planira bolje od mene, ne? Ker vse stvari, vključno z novinarstvom, televizijo, podjetništvom in investitorko, se je nekako brez moje dejanske želje, tako da bi res rekla, jaz sem naprej. Verjetno tebi so rekli, pridi predavati in si ugotovil čez priložnost nekoga drugega, ki je v tebi prepoznal to možnost in ta dar, ugotovil, da to imaš. Jaz tudi nisem nameravala predavati in imeti delavnic in ko je nekdo predlagal, sem ugotovila, da to rada delam. Ker pa nisi imela več tistih ovir v sebi, tako gosto potresenih, kot včasih, ker pač misliš, jaz moram biti to in to in to, ker pogosto prihaja in je pogojeno z našimi primarnimi družinami in pač s tem, kar vidiš, ko odraščaš. Vidiš deloholiškega očeta, mamo, ki se nenehno žrtvuje, to združiš in dobiš v bistvu kreativnega direktorja, in gremo. Kaj pa je zdaj na tej novi poti, glede na to, da zdaj si prej rekel, da tudi v agencijo nisi šel zato, ker bi rabil par ljudi, tudi na finančnem področju recimo. Da nisem zasnoval, Kaj pa ti je zdaj v tem, ko si sam, treba je tudi račune, treba se je prodati, treba je biti organiziran, treba je voditi račune, treba je odvajati DDV. Pridejo zraven tudi stvari, ki se zjutraj ne zbudiš, rečeš, danes bom pa DDV vse poknjižila, to fajn. Nilih pa sem finančnica, pa mi to še vedno ni, wow, pa joj, račune bom danes izdala, pa se vedno mislim, lej, to pomeni denar, ampak meni izdajati račune vedno tako, prav moram si dati okole dar, recimo. Kaj ti je zdaj od tega najboljš, kaj pa najslabš, kaj najmanj rad delaš? Mislim, seveda je najboljše stopiti na oder pred polno dvorano in potem podpisovati knjige za dolgo vrsto ljudi, poslušati njihove zgodbe, se odzvati na željo po objemu in to pač te izpolni in napolni. In zato mi je tudi, ne vem, prepotovati Slovenijo v enem tednu, dobro, vse koordinate so takšne, da je obvladljivo, ampak vseeno je pač že v teh letih malo naporno. Sem še mlada, ne vem. Ti si prej rekla, da sem malo starejši. Kaj pa slaba? Oziroma una, ki pač je del tega, ampak ni pa lik, da se zjutraj budiš z veseljem. Mogoče pač, ker imam glavo polno idej in je še vedno kot vedro petard in dobim ogromno dobrih zamisli, da jih nimam več toliko priložnosti z nekom deliti in jih udejaniti. Ampak tisti del,
kjer pač, ne vem, prišel Aljoša Bagola, kreativec, ne, in zdaj se lahko sprostimo, ne, in si uprtam vsa pričakovanja v nagradah in tržnem uspehu, da me ne motivira, ampak me dejansko straši in odbija. To je še ta long tail, ta odmev izgorelosti, ne, ko dobiš to absolutno prepoved telesa, da bi se s tem že kadarkoli ukvarjal. Tako da mogoče ta del, ker ideje zabeležim, pa jih večinoma zdaj tudi pretopim v pisanje. Pisanje mi je zelo pomemben del mojega dne, ker skozi pisanje si v stiku pač z povsem drugim delom sebe. Ne? Vse to sama veš. Ne? Ko pišeš, je tvoj nivo izražanja drugačen, kot tudi dostopaš do drugačnega poligona idej, ravni razmišljanja in tudi samočiščenja. Ne? To je vedno pač vsej v tipu avtorstva, v katerem sem značilno. Potem pa pridejo seveda, ne vem, računi ali pa evidenca predavanj, pa zbiranje podatkov za izstavo računov, saj imam pač računovodstvo, ki za to skrbi, ampak vseeno moram jaz evidenco sestaviti. Ampak potem si rečem, Aljoša, zdaj si gre zaslužiti plačo, ne, zdaj boš pač prispevke plačal s tem, boš plačal vse, kar je zdaj seveda nenormalno visoko, ampak potem pač preš tega, zdaj pa plačam sebe, ne. Kaj pa čisto, ne, glede na to, da sva pretežno v storitvenem sektorju, ne, smo zadnjič tudi s Saro Isakovič se pogovarjali, pač vedno si lahko samo na enem mestu, vedno lahko samo toliko enih stvari oddelaš, ne, to ni izdelek, ki začneš 10, pa gre na 100, pa gre na 1000, pa imaš pa milijon, ne. Koliko si se tudi naučil malo razpolagati z denarjem tako enakomerno, ne, ker lahko imaš en zelo dober mesec, ne, pa ne vem zate, ampak sklepam, da je precej podobno, julija, avgust ni, ker pač ni ljudi, komu naj predavam, ne, komu naj predavam, kaj naj vodim, koga naj učim, ker pač so vsi nekje drugi, ne, pač ne moreš grupe 30 ljudi dobiti. Si se tudi morda zaradi tega gostilniškega načina življenja, ki ste mogli sami skrbeti, naučil, da ta mesec je super, ampak to je v bistvu za 3 mesece, ne? Ker veliko ljudi tega ne zna, ne? Dobi denar in prvi teden že skoraj ni, ne? In potem je tako 3 mesece ne veš, a boš jedel, ne? Jaz sem, kar se tega tiče, zelo dosledna in jaz vedno vem, to je dober mesec, ok, tole gre vse na stran, to je za polet. Si bil dober že prej, si se mogel to zdaj naučiti, dala to že gostilna, tudi malo pristop. Ja, zagotovo je finančna disciplina nekaj, kar izhaja iz družine, ampak nažalost iz ideje pomanjkanja, ne. Starša sta si res morala iz nule izboriti vse in spomnim se, kolikrat je oče ponovil, in zato mogoče tudi ta jeza do bank, ne, anekdoto, ko sta pač prišla po kredit za gostilno, pa mu je povedal uslužbenec ali mislim, da celo direktor poslovalnice, Bagola, ti ne boš dobil kredita, ne. In je potem šel v bistvu tudi do staršev ni mogel, do maminih staršev nista mogla in se potem pač od tam enega gospoda v vasi sposodila dovolj, da sta lahko začela, ne. Tako da mogoče ta ideja je bila tu prisotna, discipline, vendar v kombinaciji z pomanjkanjem. Potem me je pristop naučil marsikaj, sploh ko sem bil član vodstva in so finančne projekcije zelo vidiš, da denar gre. Pa dobro, saj to je dokaj logično, ampak se res moraš znati naučiti. Dobro, to so pretežno vseeno skrbeli direktor in CFO in podobno. Na kar je pa mogoče neko zelo pomembno spoznanje prišlo, tako kot si sama rekla, zatem, ko greš na svoje, da je ta sinusoida precej drugačna in me je na začetku pogosto vrgla v paniko, češ, kaj se dogaja, ne, zdaj tu najprej totalno recimo knjiga je bum, pa lahko nekaj časa ni nič, ne. Pač najbolje prodajana knjiga v Sloveniji, tako 5 predavanj na teden, ni da ni, ne, potem pa pač se ta novost obrabi in seveda kot marketingaš bi pač to moral vedeti in pričakovati, ampak ko je prva ta izkušnja, si malo tako, a je bila to dobra ideja, a je to res poslovni model ali zgolj neka sezonska domislica. In potem se moraš spet vračati k sebi in se naučiti s tem živeti. In to ne v smislu,
vesolje mi bo dalo obilje, ali pa samo zgolj v tem smislu, bolj si zaupaš, ampak tudi, da znaš pravočasno pomigati, pa pravočasno ustvarjati. Ker, roko na srce, jaz sem bil v marsikaterem od teh prizadevanj dokaj pionirski. Sicer je Damjana Bakariča napisala knjigo o njeni izkušnji z izgorelostjo, na področju, biznisa, pa v tem ni bilo kaj veliko govora. In tudi, ko je to pri Mladinski knjigi završalo in je knjiga postala uspešnica, in sem jaz povedal, glejte, če sva že pri tem, ker to so res smešno nizki procenti, ki jih avtor dobi za knjigo. To je okoli 10% ti v bistvu so pripravljeni dati, in sem rekel, pa še rekli so, ne vemo, če bo to to področje je dokaj neraziskano, ne moremo reči, ne vemo, če bo šlo. 2000 knjigov na tiskali, tako se vi hecate, a veš, jaz pa navajen nekih drugih razsežnosti, in sem rekel, prav, Si naredil glas zase spet. Pa nisem v bistvu, ker takrat sem bil že res čisto nekako v ideji tega, da je to moja nova pot, pa sem bil veliko bolj sramežljiv v resnici do te potentnosti, pa mogoče kdo včasih reče prepotentnosti v kreativnem svetu, da pa bom tu počasi to počel in gradil, in sem povedal, pristanem na takšen dogovor, jaz bom sporedno poslovni model gradil okoli svojih predavanj, in to v kombinaciji z, največjo založbo v Sloveniji, kjer želim, da je moja knjiga največ 10 minut oddaljena od vsakega Slovenca, lahko dobro deluje. In je. Ampak, potem seveda pridejo novi avtorji, vidijo, tudi zdaj mi veliko ljudi, jaz bi tudi bil predavatelj. Cool, prav, saj vem, da je fajn, ampak nekaj moraš imeti za predavati. Tudi to, ali pa v končni fazi pa ne moremo biti zdaj nismo vsi dobri za vse. Točno to. In tudi jaz sem se moral tega naučiti. Tako da, če prideva nazaj do te pojetniške samozavesti, ki je nujna, v kombinacijo z disciplino, ki je seveda tudi predpogoj, z tem ščepcem, predvsem, in svoje tudi te psihološko-duševne preobrazbe, prideš do točke, kjer si rečeš, to čutim, da je moja pot, vem, da sem tu dober in denar bo posledica. Ampak so knjige v tem trenutku še biznis, ali morda spet postaja biznis, ali je v bistvu to, kar je on top, knjiga ti sicer da zabetoniraš temelje, potem so pa v bistvu predavanja in svetovanja tisto, kar je v bistvu money maker. Tako, rekla si, da so knjige biznis. Zanimiva anekdota, ko sem leta 2008 prišel v New York po nagrado za Eno glas, me je carinik vprašal, zakaj sem tu, business or pleasure, pa sem rekel both. In what do you mean both? In sem rekel, da prišel sem po nagrado, potem bom pa raziskoval New York. In knjige so zame business and pleasure. Seveda primarno so pleasure, zato ker res rad pišem in čutim potrebo po tej vrsti izražanja. Hkrati, kot si rekla, nekako dovolj zacementirajo moj poslovni model, da od tu naprej, recimo po vsaki knjigi, lansiram novo različico predavanja in to povežem v neko novost. In tudi ti gradiš svoje stebre in jih pravzaprav razširjaš po eni strani zato, ker se ta lesk in magnetizem novosti dokaj hitro obrabi, po drugi strani pa moraš tudi ti sam imeti neki izziv. Kot trg tudi to. Ko poveš 20-krat tisto, ti rata dolg čas, saj meni osebno. Tako. Potem pa je pred časom v fitnessu do mene prišel en možakar, pa se je predstavil, pa me je vprašal, če lahko greva na kavo, da me za par nasvetov vprašal. In potem je zanimivo dodal, veš, tvojo prvo knjigo sem prebral, potem te je pa YouTube povozil. In zdaj pridemo do v bistvu tega, kar je mogoče v sodobni ideologiji entrepreneurshipa, pa skalanja, pa hustlanja mogoče pereče. In to je v bistvu to nenehno prizadevanje za rast, ki nima vsebinske podlage, ki nima strateške podlage, ki nima drugega poslovnega modela kot 2 prompta za ChatGPT-jem. In tu je veliko mladih, mogoče danes osiromašenih tega, kar smo imeli mi kot izhodišče. Trudi se, nauči se, postani strokovnjak, izmojstri se v nečem in naj je denar posledica tega. Se pravi, pravšnji odmerek današnje samozavesti podjetniške v našo formulo bi bil super, ker bi se finančno mogoče hitreje opolnomočili pa zaslužili več denarja,
ali pa to, kot smo si v resnici zaslužili. Ne? In zato mogoče ti naši modeli, imam knjigo, pa sem na enem odru na teden ali na dan ali kakorkoli že, medtem ko bi lahko to scalal, pač ne vem, mednarodno, lahko nekaj, nad čemer mladi se zmrdujejo, mi pa potem na koncu dne razmišljamo, čakaj, zakaj pa ne monetiziram vsega, kar moj ekosistem je, ne? In to digitalno okolje zagotovo omogoča. Meni je to predlaga že na ljudi, ampak jaz sem rada z ljudmi. In ko si ti z ljudmi, ki te poslušajo, jaz dobivam darilo dobivam potem sporočila, tam objemajo me, pač, jaz imam ženske samo, ne, tako, jaz to neka taka seksualna jaz imam 95% tudi ženske. Ampak je nek nedodaten feeling zadovoljstva. Zadnjič smo bili na zabavi in je ena prišla k meni in rekla, veš, odkar sem pri tebi, zdaj ful vlagam. In to mi je že veliko rekel in to meni ful zadovoljstvo in verjamem, da če jaz nekaj posnamem enkrat in potem to šikam nekam, ne, po možnosti še z AI-jem prevedem v 10 drugih jezikov, to ni isto, kot če sem jaz tam. To je res, ne, ampak ne, dajmo tako razmišljati. Z pomočjo AI-ja pa AI agentov, ne, bo neka taka operacija, nekaj, kar ti bo pač zagotovljeno čez noč, ne. Mi da greva spat, zjutraj bomo imela prevedeno v 10 jezikov, pripravljeno za distribucijo in pač vidva, kaj se zgodi. Tako da mogoče ta del razmišljanja ni tako odveč, ne. Kot enako ti, ne, jaz v bistvu, ne vem, zadnjič sem rekla, da je še v obliki oblakov vidim idejo, kaj bi lahko še počela, ne. Ker pač sem tudi v tej fazi biznisa, da hočem še in nekaj novega in drugače. Ampak koliko bi ti zase rekel, koliko si v tem trenutku dober z denarjem, dober si z idejami, dober si z besedo, pisočo ali govorjeno, koliko si pa dober z denarjem? Sem dovolj dober in denar je vedno neka zunanja eksplikacija tega, kako znamo ravnati s sabo, ne? Ali si znamo ali si dovolimo kaj privoščiti, ali znamo poskrbeti za svojo varnost svoje družine, ali ga dovolj privarčujemo, da ga lahko namenimo, ne vem, kakšnim dobrodelnim organizacijam, da ga vlagamo v svoje nove zamisli in če tudi te ne uspejo, to tretiramo kot investicijo ali napako, s katero smo se učili. Vedno, tudi iz vsakega neja in napake rata nekaj dobrega. Definitivno, ne, sploh, če je knjiga z naslovom Ne je moč. Tam je ful dobrega, ne. Recimo, ne. Ampak to razkrinkavanje mogoče družinskih vzorcev, rodbinskih vplivov, na to, kako sem jaz sebe videl in obravnaval v nezavedni luči, ne, se pravi kot nekoga, ki se mora brutalno dokazati, da je sploh dovolj vreden, se je vedno vzporedno izkazalo tudi na področju moje finančne situacije, ne. Ker dokler se ne čutimo dovolj vredni, sposobni ali pa si na neki ravni, pa spet zdaj to ne govorim o tem, kjer si ti res samozavesten, kar je tvoje strokovno področje delovanja, pri čemer si izobražen, ampak v smislu tega, kako to monetiziraš, ne, in je tu tvoja ideja tebe, ne, saj sem nekdo, ki pa mora res trdo garati, da si zasluži drobtinice, da te to res pogoji in ti onemogoča nek napredek. In potem pride do teh samosabotaž, ne, da pač prisluhneš mogoče glasu, se vem, da me foter mi je hotel dobro, ne, ampak ni imel prav v tistem trenutku, ne. Jaz sem ga pa obravnaval kot pač avtoriteto in tudi za to finančno avtoriteto, ne. Da v banki pač, ko priješ reprogramirati kredit, ne, pa dve uslužbenki reče, Aljoša, si res prepričan, pa ti rečeš, mogoče pa res, ne, kao bom zdaj tu delal preglavice s tem, da mi morate reprogramirati kredit. Jaz sem ga in moje ženske učim točno to, tako da. Odlično. Evo, no, jaz pa pač takrat očitno sam sebe še nisem dovolj cenil kot nekoga, ki si zasluži resničen uspeh. Ne? In resničen uspeh je tudi finančni uspeh. To mora sobivati. Ne? In koliko znaš zdaj dobro postaviti sam zase ceno? Rekel si, pri knjigi je zelo jasno, torej dobiš nek avans za določen odstotek, potem pa seveda koliko je podano. Pa še izpogajaš, ampak recimo predavanje, svetovanja, se ti zdi, da znaš postaviti ceno sam? Zase sem dejansko razmišljala, da bi se s kom, recimo, da se midva zmenjva in se drug za drugega meniva za stvari. Ker včasih je zase,
jaz imam dostikrat problem, nočem biti prenizko, ker pač vse cenim. Nočem pa spet izpasti show off in kaj si jaz mislim, da sem, zdaj bo, ne, zato, ker pridem tja za pol ure, jaz to hočem. Včasih je ful lažje, tako da mogoče bom dala kakšen mail tep, da ti odgovoriš pa obratno. Se ti zdi, da znaš, ne, ko ti pokliče, nekdo čist nov, ki nima pojma, kakšno ceno imaš, kar pomeni, da ti lahko relativno daš to, kakor se ti počutiš. Seveda so neke cene na trgu, ki jih ne moreš, ne zdaj krat 10, ampak se ti zdi, da znaš postaviti zase pravo ceno. Ja, pomembno stvar si povedala, v bistvu nadaljevanje tega, kar sem jaz govoril, ne? Ker sami sebe zaradi teh nekih nezavednih vsebin, izkušenj iz otroštva dojemamo kot manj vredne, kot nas vidijo drugi, ne? In zato v bistvu imeti agenta v tem smislu ni slaba stvar, da se izpogaja zate, da pač se pogaja za tvojo ceno, za performance. Je pa tu treba všteti veliko drugih kriterijev in kot sem že povedal, ne, pač to predavateljsko, govorniško, speakersko področje je relativno mlado pri nas. Ne? In potem sem se na eni točki začel soočati z vprašanji, ne vem, direktorjev, CEO-jev, kaj je to za 1 uro, ne, ta cena. Sem rekel, ne, postavim to v perspektivo, ne, koliko zaposlenih bo prišlo? 300. A se hecate. Zato jim ne morete kupiti, ne vem, kave pa rogljička v Ljubljani, ne, dobili bodo pa pač izobraževanje, ki ni ravno slabo, ne. Potem, to ni 1 ura, ampak je, ne vem, 25 let mojih izkušenj v gospodarstvu, 150 nagrad. To ni 1 ura, to je 25 let točno dela. To. 150 nagrad, izkušnja z izgorelostjo, 5 let psihoterapije, 3 knjižne uspešnice, ne vem, kaj vse je v tej ceni noter. Se pravi, je zato je precej nizka v resnici. In nažalost pač takih honorarjev, kot jih, ne vem, dobim v tujini, v Sloveniji ne morem imeti. In tudi po drugi strani... Koliko so višji, deva v odstotkih povedati? Je to 50%, je to 100% višji? 100 do 200. 100 do 200. Ja. Da greva še malo k investiranju, glede na to, da je to investitorka v Pradi, kaj investiraš zdaj, kad si rekel, da misliš, da znaš dobro delati z denarjem, znaš ga razpored, torej treba razmisliti tudi 10, 20, 30 let naprej, v končni fazi imaš hčerko, tudi za njo, saj na nek način, čeprav želimo otroke učiti, da sami poskrbijo čim bolj zase. Kaj vlagaš? Ja, vlagam dolgoročno, razpršeno, brez nekega nadejanja po hitrih zmagah, ker nočem imeti tega stalnega involvementa, zato pač sem tudi z kriptovalutami bolj tak, nekaj tak, da je pač za malo zagrat. Tako, niti ne je tam, pa vidimo, kaj bo v resnici. Potem pa pač kot sem povedal, nizkim tveganjem, ker sem konzervativni vlagatelj in mi je varnost na prvem mestu in že ta preskok v idejo, da pač ti prislužen denar zdaj v neko entiteto, ki je pač volatilna, ki nima zagotovljenih izidov, razen na dolgi rok to vložiš, precejšnja v bistvu stvar, s katero sem se nekaj časa dajal. Ampak potem greš korak naprej, razumeš, otroka imam, v takšnem biznisu delam, kjer pač je sinusoida takšna in ne veš, kaj se zgodi in je ta način tisto, kar mi je najbolj blizu. Ne? In tudi potem, ko imam stvari razpršene in imam, ne vem, svetovalko na banki, potem še enega svetovalca, potem sem pač kupil še, ne vem, nekaj zlata, srebra in podobno, da pač tu in tam se dobim, pokramljam. Imaš sklade, imaš ETF-e, imaš posamezne delnice? Vse našteto, ja. Tak sem v bistvu... Si sam, recimo, posamezne delnice si sam zbiral ali so ti svetovali? Ja, sam sem zbiral, ja. Na podlagi česa? V bistvu sem spremljal veliko finančnih podcastov, potem glede na neke projekcije in razumevanje branže, tudi v kateri sem deloval in sem se pač odločil, da bodo to zagotovo safe bets. Če se pa izkaže drugače, pa smo se pač kaj naučili. Si pametno, ker vedno pravijo, vlagaj v tisto, kar poznaš ali uporabljaš. Tako da, ja, tako. Oziroma še vlagam v tisto, kar mene navdušuje, kar je pač nek longevity, zdravje. Tako, ja. Torej, rekel si zlato, srebro, ja. Kripto, mini, pač tako, da imamo tam, ne. Kaj pa ta velika fama vseh Slovencev, nepremičnine in avti, ker si moški? Ja, mislim,
Nepremičnino sem v tem smislu ne zakartal, ampak zaobšel z kreditom, ker sem takrat po snetju kapice gospoda Jordana za centralne švicarske banke in z dvigom kredita na neznosen mesečni obrok nekaj časa poskušal to obvladovati z oddajanjem stanovanja, na kar se je v bistvu zgodila izgorelost in sem vedel, da je to še eno tako breme, ker so se spet spreminjali podnajemniki in podobno, odločil to prodati. Tako da sem pač z tistim izkupičkom potem začel investirati. Torej nisi velik nepremičninski mogul. Včasih se rad pošalim, da bi bilo fajn imeti toliko denarja, koliko mi ga pripisujejo, ampak ne. Tudi jaz. Če prideš za Prekmurja, si v Ljubljani že zakreditiran za 300 do 400 tisoč evrov, če želiš imeti stanovanje. Zdaj pa še več. Jaz sem dobro odločitev takrat sprejela, dobro, sicer tvegano. Vsi prijatelji so mi rekli, a si zmešana, pri 24 boš kupila stanovanje in se zakreditirala. Moj prvi obrok kredita je bil višji kot moja prva plača. Na prvi banki, ko sem šla, so se mi smejali v obraz, ko sem povedala, kaj želim, ampak sem prešla vse te ovire in imam zdaj čisto malo kredita. Bravo. Zato finančne nasvete prejemamo od tebe. Ja, to je to. Tako je. Tak je prav. Na kratko, ena stvar, ki bi si jo kupil z denarjem, če bi imel neomejeno denarja, in ena stvar, ki je ne glede na to, koliko denarja bi imel, ne bi nikoli kupil. Ja, mislim, pač neke sanje so moja hiša, ki bi si jo sam tudi zrisal? Tako zrisal, zasnoval. Kaj bi bila taka pravlična? Ne bi bila. V bistvu, ne bi imela stolpov? Ne, to bi imela stolpe. To si pa bolj kot moja žena. Ja, ona je na gradove mahnjena. Jaz tudi. Meni so čisto preveč pravlic prebrali. Jaz sem bolj modernist, tako da izčiščene linije. Predvsem pa zvočna izolacija, moj rahel spanec mi je pogosto trn v peti tudi mojega počutja in to je pač so moje sanje, da bi imel pač to idealno mir. V studiu bi tako rekoč glasbenem živel, ker je čist soundproof. Tako. Torej stvar, ki je nikoli ne bi kupil? Mislim, veliko stvari je tu izolirati na zgolj eno. Nekaj časa sem, ko mi je Elon Musk šel na živce, razmišljal, da bi to bile delnice Tesle, potem sem se pa ugriznil v jezik. Pa si kupil? Sem, ja. Nimaš pa Tesle? Ne, nimam pa Tesle. Tako da tudi v avte ne vlagam in sem tak value for money, recimo, da imam udobje, ko se pač vozim veliko, da je noter lepo in udobno in to mi je poglavitno. In da končava, ker smo najdaljši podcast do zdaj. Glede na to, da imaš jutri rojstni dan, jutri od dneva objave, tako da ne vem, kdaj bodo ljudje gledali, v glavnem 14. aprila imaš rojstni dan, vse najboljše. Hvala lepa. Ključna želja za naslednje leto? Mogoče tista stvar, ki se je ne da kupiti, in to je nek mir, notranji mir, zadovoljstvo. To se zgodi v objemu naše družine, te ključne zvestobe pripadnosti, predvsem pa tudi te naše avtentičnosti, ki rad povem, ne copy-paste, copy-paste, spoznavaj se, dovoli si drugačnost, razmišljaj o neki poti, ki te izpolnjuje, pa vendar ne zdaj riskirati tu vsega, stabilnosti pa finančne varnosti in potem tega raziskanega življenja. In zdi se mi, da to raziskovanje, tisto, kar nas bogati, tisto, kar nas res poveže, ne samo s sabo, ampak z drugimi, da si tudi potem, če sva pri denarju, dovolimo v denarju uživati, da znamo poskrbeti zase in da se mogoče znebimo kakšnih prastarih preprek o tem, kdo smo lahko, kaj vse lahko postanemo in kaj je pravzaprav uspeh. In da zares končava tam, ker sva začela, glede na to, da sem prej se rekel, da če želimo slogan z reklamo o denarju... Saj si ga sama povedala, denar je zastonj, odlično. Nekdo mora prejeti dovolj denarja. Jaz sem vložila veliko osebnih tokenov, tako da za to vprašanje, če bi mogel narediti slogan za investitorko v Pradi, kakšen bi bil... Spet se vrtiva v krogu, zato si bom vzel nekaj časa.
Okay. Tako da mi dovoli, da nisem več... Prideš na takmen. Ja. Mogoče bi lahko bil oprosti, ker ti nisem pravočasno čestital za tvoj uspeh. Dragi gledalci, poslušalci, to je bil še en podcast Investitorka v Pradi s Katarino Matejčič in Aljošo Bagalo, vabljeni ogledu, poslušanju in pa seveda srečno vsem, kar počnete, predvsem pa srečno pri vlaganju.